Hej, hej, dragi moji, dober dan. Evo, spet smo skupaj, še v enem liveu. Danes sem dala naslov, tako sem nekako začutila, da smo sami odgovorni za svoje življenje. Zadnji teden, recimo, se mi res fascinantne stvari dogajajo. Jaz ne vem točno, kaj sem zdaj jaz tle povzročila. V glavnem, je zelo lepo, je zelo čarobno, je zelo neznano. Dogajajo se res, sami čutiš, že same take stvari, ko me odpihnejo od stran od vsega, kar sem kadarkoli poznala, tako da res sem neizmerno hvaležna za to, kar se dogaja. Kaj sem pa želela z vami podeliti, ne? Ta teden sem se veliko pogovarjala z ljudmi, dosti stvari so mi zaupali, želela sem jih nekako spomniti, da obstaja mogoče tudi kakšna druga resnica, kakšna druga realnost, in da smo pa sami odgovorni za to, kakšno življenje živimo. Popolnoma sami, nihče drug, samo mi. Kaj to pomeni? To pomeni, da z našimi mislimi, z našimi čustvi, občutki, z našo besedo tudi vplivamo na to, oziroma ne, da samo vplivamo, ampak točno to, kar govorimo, kar mislimo, kar čutimo, tudi živimo. In na eni točki je res potrebno se zavedati, začeti zavedati, da mi sami ustvarjamo svojo prihodnost z semeni, ki jih posejemo na današnji dan. Ta semena so pa misli, občutki, čustva, ki se v nas notri prepletajo in tako dalje. Zdaj pa, ogromno vas je in ogromno vas poznam, ko se borite proti nečemu. Borite se proti sistemu, borite se proti šolstvu, borite se proti cepljenju, borite se proti maskam, borite se proti ne vem čem. Po drugi strani govorite, da vojne pa res niso dobre, da vojne pa res ne vidite, kaj je v tem dobrega, oziroma kaj bi bilo v tem smiselnega. Ampak naj vam povem, da počnete popolnoma enako. Ker čim se borite proti nečemu, čim ste v borbi, čim ste v kakršnih kolih neprijetnih občutkih, ste tudi sami v vojni. Popolnoma enako je. In v vojni ni zmagovalca. V vojni je vedno na obeh straneh poraženec. In jaz vam predlagam, zdaj vam bom zaupala največji možni recept za življenje, ki ga želite živeti. Da sprejmete stvari takšne, kot so. To je prvi korak. Drugi korak, da se jih resnično z vso globino, ki jo premorete, naučite razumeti, zakaj je temu tako, zakaj se določene stvari dogajajo. Tretji korak, zavedanje, da smo popolnoma vse, kar je zunaj nas, tudi tisto, kar nam ni všeč, ustvarili sami. In če želite spremeniti sistem, če želite, da bi karkoli v vašem svetu, kar želite, bilo drugače, karkoli, ali je to politika, ali je to šolstvo, ali je to zdravstvo, ali je to partnerstvo, ali je to, so to finance, ali je to ljubezen, ali karkoli. Če želite karkoli spremeniti, je potrebno začeti govoriti
o temu, kar si želite. Se pravi, novo zgodbo. Govorite o vašem novem šolstvu, govorite o vašem novem zdravstvu, govorite o vašem novem partnerstvu, govorite o vaši novi politiki, govorite o tem, kar želite. Živijo, Bernarda. Ne o tem, kar dejansko je. Jaz vam popolnoma verjamem, da se ne strinjate s politiko, da se ne strinjate z zdravstvom, da se ne strinjate, in vam popolnoma verjamem, da je to realnost, v kateri živite, da je to resnica, ko mi to govorite. Ampak ob tej realnosti, ki smo si jo popolnoma sami ustvarili, se pravi, to so recimo ena vrata, ta realnost, ki jo zdaj živite. Če želite vstopiti skozi druga vrata, ker je drugačno zdravstvo, ker je drugačna politika, ker je drugačna država, ker je drugačno partnerstvo, morate začeti o tem govoriti, kaj želite, ne o tem, kar dejansko je in s čim se ne strinjate. In dokler imate še samo eno negativno in neprijetno misel na karkoli, kar gledate zunaj vas, vedite, da je to misel, ko jo nosite v sebi in je vaša. In s to mislijo ustvarjate točno takšno zdravstvo, točno takšno politiko, točno takšno finančno stanje, točno takšne partnerske odnose, ki jih ne želite. Dokler je v vas jeza, dokler je v vas nemoč, dokler je v vas ljubosumje, dokler je v vas nerazumevanje trenutnega stanja, kreirate, ustvarjate, rišete na nepopisano platno točno to, kar ne želite. In dokler se ne boste tega zavedali, bo prihajalo k vam točno to, kar si ne želite. Se pravi, nova zgodba. Zasejte seme tega, kar si želite. Posadite danes jablano in jo negujte, ogledujte si jo, spremljate njeno rast, spremljate njen napredek. Počakajte. Čez 3-4 leta boste pobrali prve plodove. Ne gre čez noč. Ampak tudi je možno, da gre. Stvari se tudi v trenutkih dogaja. Vse se v trenutku zgodi, ker časa tak ali tak ni. Ampak če želite kakršnokoli spremembo v državi, v politiki, v zdravstvu, v šolstvu, govorite o tem, kar si želite videti, kot da je to že prisotno v vaših življenjih. Poskušajte priti do občutka, kako se počutite, ko vaš otrok hodi v šolo, kakršno si vi želite. Pridite do občutka, pa si zamislite te zdravnike, kakršne si želite. Zamislite si, ne vem, državni zbor, kakšni politiki, če jih bomo še sploh tako imenovali, si želite, da bi bili tam. Kakšna stavba naj bi to bila. Vi imate v rokah čarobno palčko in vi lahko začarate karkoli želite. Takšno moč imate, karkoli želite. Ampak ne na način, da govorite, kaj vam ni všeč, kaj ne želite, kaj vas boli, kje ste žalostni, kje ste nemočni. Ampak na način, da govorite o tem, kaj si želite. In če želite kakršnokoli spremembo v svetu, morate prvo ta sprememba postati vi. In če je še v vas samih, v telesu, kjerkoli se pojavi občutek žalosti, nesreče, obupa, nemoči, strahu, kaj nam delajo, kaj nam počnejo, ta občutek je vaš. Vi pijete strup in želite, da bi nekdo na drugi strani umrl. To ne gre, to je vojna, to je vedno poraženec. In vedno kreirate točno to,
proti čemer se borite. Še več tega. Vse, kar se dogaja okoli nas, tudi politika, tudi zdravstvo, tudi šolstvo, če želite večji sistemi, korporacije, podjetja, karkoli želite, se dogaja zaradi nas, zaradi vsakega posameznika, kar nosi v sebi. In čist nič popolnoma druga. In če želite karkoli spremeniti, še enkrat, vam res iz srca res si želim, da bi to razumeli. Začnite govoriti novo zgodbo. Začnite govoriti o tem, kar si želite, ne kakršno je dejansko stanje. In to je en od mnogih korakov, ki bo resnično pripeljal do spremembe. Začnite vizualizirati, kaj si želite, zakaj ste v neprijetnih občutkih. Tega nočem, to me boli, tu sem žalosten, ko gledam druge, ko gledam to. Začnite vizualizirati zemljo, ljudi, zdravstvo, šolstvo, takšno, kot si želite. To so spremembe, na ta način delamo spremembe, z prijetnimi občutki. In ko boste vi vizualizirali zdravstvo, ko si ga želite, se boste prijetno počutili. Ko boste vi vizualizirali, ne vem, državni zbor, politiko, državo, ne vem, ne spoznam se na to, kar si želite, da si boste vizualizirali ljudi takšne, kot si želite, da bi bili tam not, se bo to zgodilo. In čisto vse je, ker na obeh straneh ali govorite o tistem, kar ne želite, kar vas boli, kjer ste nemočni, kreirate to. Ali pa govorite to, kar si želite, vizualizirate to, kar si želite in boste kreirali to. Od vas je odvisno. Vsak posameznik, močni smo pa tako, resnično tako, da lahko spremenite popolnoma vse. Tudi en sam človek. Če mu pa še pri tem pomagajo sokreatorji, kreatorji, podobno misleči, je pa toliko boljš. In govorite mi razne zgodbe in prav ne morem verjeti, da vam ne kapne, da si sami to ustvarjate. Popolnoma sami. Z eno samo neprijetno mislijo. Govorite o preteklosti, kaj je bilo 20 let nazaj, tega ni več. Probite se naučiti, probite poslušati videe, probite brati knjige, tega ni več, preteklosti ni več. Ta trenutek je resničen. Ampak ta trenutek, če se boste vi počutili prijetno, bo tudi vaš jutrišnji dan prijeten, pa pojutrišnjem, pa čez 10 let. Samo od vaših feelingov je odvisno. Tako da, jaz vam res želim iz srca, da tole razumete, da to usvojite, da greste malo globi še to raziskati. Želim vam, ne glede na to, s kom in kje boste danes, da preživite en čaroben, res čaroben, magičen božičen večer. Vi ste kreator. Meni se stvari dogajajo takšne, da bi rekla, to je neverjetno, to je nemogoče, da se lahko kaj takega zgodi. Res, ko ostanem brez besed, ko sam gledam, kako mi diham, take stvari se mi dogajajo. In pa tudi, če se mi ne bi dogajale, sem jaz najbolj srečen človek na svetu, ampak logična posledica tega, kar jaz delam, kako jaz delujem, to vse delim z vami, so logične posledice, da se mi to dogaja. Logična posledica. Tako da prosim vas, pejte iz lok žrtev ven, pejte iz ubogega jaza in pejte iz nemoči. Nemoč je najnižja možna vibracija, kar je možno, se pravi, ne morem nič spremeniti. Vse lahko spremeniti. Ampak kdaj? Ko boste že videli, da je že to narejen. Ko boste že verjeli in ko boste občutili z vsem svojim bitjem in ponavljali, kako dolg to vizualizacijo, te občutke, dokler se ne manifestira v realnosti, v kateri živite. Ja. Zdaj vas bo pa še Nežka pozdravila. Zdravo. Ja, to je pa moja Nežika. Ja. Evo, je šla danes po frizurco, tako da res vam želimo srečen Božič, da se imate lepo, kjerkoli ste, ker če se boste vi imeli sami seboj lepo, bo same lepe stvari v vaše življenje prihajale, to vam zagotavljam. Tako da, mi bomo danes skupaj z družino, jutri pa jaz, pa moja dva, moj sonček, pa moja zvezdica ima, jaz pravim, moja dva otroka, jih mamica pele
na morje, da se bomo orang pocartali, da bomo preživeli se na par dni skupaj v objemih, v poljubih, v ljubezni in vse to tudi vam želim. Več ljubezni boste sejali, več ljubezni boste dobili. Več obupa boste sejali, več obupa boste dobili. Več žalosti boste sejali, žalost se bo vrnala zraven. To so logične posledice. Posadiš jablano, raste jablana, ne raste hruška. Posadiš ljubezen, dobiš ljubezen, raste ljubezen. Posadiš brezpogojno ljubezen, raste brezpogojna ljubezen. Posadiš srečo, raste sreča. Posadiš radost, raste radost. V vsakih opravilih dnevnih, kjer občutite jezo, ko čistite, ko perete, lahko spremenite in občutite hvaležnost in radost. Jaz, ko kuham, ko pospravljam, ko pomivam posodo, ki imam pomivalca, ampak vseeno rečemo, ko zlagam posodo v pomivalca. Včasih sem to delala z jezo, sama sem za vse to naredila. Zdaj pa rečem, hvala Bogu, da imam za kom pospravljati. Hvala Bogu, da imam kaj za v lonec dati. Hvala Bogu, da imam ta dva sončka, da sta z mano, da ima lahko dam hrano. Hvala Bogu, da imam to podan. Hvala Bogu, da imam en kovter, ko se lahko z njim pokrijem. Hvala Bogu, da imam polšter, ko lahko dam na mehko blazino glavo gor. Hvala za vodo. Hvala, da lahko to delim z nekom. In ko boste vi v hvaležnosti, se vaš fokus obrne na to, kar trenutno imate. In vse ostalo, kar si želite, bo v vaše življenje prišlo. Govorim vam pa popolnoma iz lastnih izkušenj. Tako da, z Joana, tako da probite to, res vam želim iz nas srca, da bi to živeli, da bi mogoče sam probali, tudi če ne verjamete, poskusite, Sej, tokrat sem že en primer povedala, pa ga bom še tokrat. Ana pa Nina pošljeta prošnjo za službo v isto podjetje. So rekli, čez 14 dni bo odgovor, a ste dobile službo ali ne. Ana cela v depresiji, ne vem, pa nimam denarja, pa nimam tega, pa res si želim to službo, pa jaz ne vem, kaj bom naredila, meni se bo zmešal, pa to, kar se dogaja, pa res ni lepo, pa kaj politika dela, pa kaj zdravstvo dela, pa kaj šolstvo dela, pa to ni fajn, skozi, eno in isto ponavlja točno to, kar si ne želi. Po drugi strani Nina ves čas v radosti. Jaz sem to službo dobila, jaz sem srečna, jaz sem radostna, jaz uživam, jaz vem, da me nekaj ful dobrega čaka v mojem življenju. Vsak dan se trudim biti najboljša verzija sebe, ljubim življenje, poglej, kak lep sonček je odzunaj, poglej, kakšni lepi oblaki, kakšne podobe vse vidim v njih, kako sem srečna, da imam oči, da lahko gledam, da lahko vidim in tako dalje. Čez 14 dni obe dobita, bom rekla, odgovor, da nista dobili službe. Kera je bila teh 14 dni bolj srečna pa radostna? In za to se gre. Čist nič druga, ljubčki moji. Kdo je bolj srečen, pa kdo je bolj radosten. In naredite si vaš svet. Če vas radosti kekse pečih, pečte. Zagotavljam vam, da lahko z njimi zaslužite glih, koliko hočete. Tako boste vam to v vibro pršli, da je vse mogoče. Če radi rezance delate, jih delite. Če radi plešete, plešite. Najte si stvari, v katerih res uživate in ki jih res radi delate. Ker ste vi. Tiste, ko pa ne delate radi, se jih pa naučite. Zato, ker človek, ko ima sebe rad, je ves čas v radosti. Tudi takrat, ko mu v pravilu ni najljubše. Tako da, jaz vam želim, da bi občutili sonček, tudi takrat, ko je dežek ali pa megla, da bi res, z vsem srcem si želim, da bi občutili, koliko je življenje čudovito. Ker res je. In vi ste en prekrasen velik čudež tu na zemlji. V vas je takšna čarobnost, da lahko začarate karkoli želite, v karkoli želite. In dobro si to zapomnite.
in začnite čarati. Rada vas imam, srečno.